Lepo pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lili Sorom. A veste, česa bi si pa jaz želela znova? Delavnic. Joj, pred korono se spomnim, sem imela malo šolo numerologije, mislim, da vsak mesec, pa vsako leto novembra, cel november me je bilo vse posod po Sloveniji dovolj, ko smo imeli srečanja pred novim letom, ki prihaja, tako da resno razmišljam, da septembra mogoče vsaj kakšna mala šola, vsaj kakšno srečanje, vsaj online kakšna delavnica bi pa resnično bila fajn. Kaj vi pravite? No, napišite mi, katere teme vas zanimajo, mi pa se bomo danes posvetili doseganju ciljev, pa bomo imeli eno tako uvodno brezplačno delavnico, kar vsi. Smo še vedno v mesecu juliju, mesec julij je tisti, ki nam omogoča dostop do naših podzavestnih vzorcev, ne glede na to, kdaj spremljate tale prispevek, tole oddajo, ne glede na to tudi, če je julij že minil in ste nekoliko pozni. Vedno je prav vklopiti naš naš razum, vse tiste vzorce, ki nas omejujejo, v to, da se nekaj odločimo, v to, da postavljamo cilje, v to, da smo vendarle uspešni, kajti naš ne moramo kar odmontirati, pa spustiti tam nekje na nočni marci, pa reči, danes te pa ne rabim, danes bom pa jaz ful uspešen, oziroma ful uspešno, vse mi bo šlo ful the best, tako da dragi vsi dvomi, vsi moji vzorci pomanjkanja tega, da si ne zaslužim, da nisem dovolj dober in whatever že, da hell, ne ostane doma. Ne, to ne gre tako. Torej, dajmo to ukorporirati. Tega se bomo danes učili. Kako v sam proces doseganja ciljev vklopiti svoj na način, da nam pomaga naše cilje ne samo doseči, ampak tudi preseči. Jaz upam, da imate s sabo papir, mogoče bom malo prehitra, kajti če bi za vse te primere vas čakala, da pišete, potem bi bila ta oddaja mnogo predolga. Tako da jaz predlagam, da si tole zdaj pogledamo, da vidimo, kakšen je ta koncept in da se potem drugič, mogoče kar takoj po oddaji, usedete s papirjem, zvezkom, z nečim zapisati, dovolj časa, da si potem te stvari tudi organizirate. Na YouTube je seveda vam oddaja na voljo 24 ur na dan, pa jo takrat spremljajte in ponovite, ko bo resnično za vas tisti trenutek, ko si boste rekli, ok, zdaj pa gre za res. In dokler mi ne rečemo, zdaj pa gre za res, kaj mislite, da reče vesolje? A veste, če česa v življenju nikoli nisem dosegla, je pobarvati moje lase. Moje lase so približno taki, jaz dam lahko na njih krčam. Tudi frizerji dajo lahko na njih krčijo in moje lase so približno takole. A ja, tako, no do prvega pranja. Tako da jaz sicer res, da poleti moje lase zelo spremenijo barvo, na soncu ratajo zelo rdeči in tako da dejansko izgleda, kot da sem pobarvana in da imam narastek potem jeseni, ampak načeloma se še ni zgodilo, da bi moji lasje kaj dolgo upoštevali tisto barvo, ki je bila na njih dana. Nazadnje se je to dogajalo, ko se je Jakob Kapus zelo trudil, da bi bila jaz živahna rdečelaska leta 2012, tik preden sem se preselila v Barcelono, ampak vam povem, velikokrat smo mi tisti, ki ne mislimo resno, velikokrat smo mi tisti, ki ne stojimo za svojimi besedami, energijsko zdaj govorim, mogoče si videti, če se želite na polno. Tako kot sem si jaz te Barcelone želela na polno od majhnih nog. Za tiste mogoče, ki ne poznate moje zgodbe, se pravi od majhnega povezana z Indijanci, od malih nog, resnično od malih nog. Še iz osnovne šole sem se želela spoznati skupino, ki se reče Čarihajek, za katero sem vedela, da so z Ekvadora, da so Indijanci, da obstaja neka trgovinca nekje v Barceloni, kjer prodajajo stvari iz Južne Amerike. In nisem bila ravno več rosno mlada, ko sem končno prišla do tja. In potem tam ostala, z njimi živela in zdaj se selim v Ekvador, v točno to vasico, s kateri oni so. Torej, dragi moji, dokler mi ne mislimo resno, nas tudi vesolje ne bo jemalo resno. Se pravi, za vse te stvari, za katere govorimo, da si jih želimo, si dajmo takoj na začetku naliti čistega vina. Ali smo se pripravljeni potruditi? A veste, zakon privlačnosti je že super, pa je že res, da gre takole lahko v sekundi nek aha moment, ampak še vsak dojenček je rabo 9 mesecev, da je prišel na svet, da je bilo vse v redu. Vi se lahko še tako odločate, pa delate, ne boste shujšali 10 kil, ne, da bi neke stvari v svojem fizičnem življenju spremenili. Torej, danes si bomo postavili 8 ciljev, katere prosim dobro pretehtajte, preden jih izberete. Naj teh 8 ciljev pokriva tako ljubezensko življenje, osebno življenje, ljubezen do sebe, spoštovanje sebe, do vašega poslovnega sveta, se pravi, ali to vaša služba, vaša kariera, vaše ambicije vendarle, izobraževanje. Se pravi to, da venomer rastemo, da se učimo, da se razvijamo, da se nismo kar nekje zasedeli na enem kavču.
in gledamo neke telenovele in neke stvari, ki morda nimajo neke globine. S tem ni nič narobe, vsi kdaj to bulimo, vsi rabimo tudi relax time. Vsi se rabimo kdaj sprostiti, vsi rabimo, kot so včasih rekli, pusti mozak na pašo, a ne, vsi rabimo kdaj neke vsebine, neke stvari, ki od nas ne zahtevajo neke hude intelektualne prisotnosti. S tem ni nič narobe, dokler to ne postane način življenja, dokler to ne postane kar velik del našega vsakdanjika, namesto da bi vsaj malo delali na sebi vsak dan. Se pravi, tudi to dajmo vklopiti. Fizične aktivnosti, kako zelo pomembno je, da se gibamo in da se gibamo targetirano. Se pravi, ne samo to, da gremo do trgovine in nazaj, pa si potem rečemo, naredil sem 10.000 korakov. Je zelo odvisno, kakšnih je bilo teh 10.000 korakov. Vsi tisti, ki imamo težave s hrbtenico, sklepi in tako naprej, zelo dobro vemo, kako pomembno se je znati pravilno gibati. Se pravi, duhovna hrana, čustvena hrana, fizična hrana, vse te stvari, ki so pomembne v življenju, dajmo korporirati v teh 8 ciljev. In dajmo vsakemu temu cilju kar eno celo stran pustiti. Upam, da bo ta stran A4 format, da imate kakšen tak zvezek, kjer si lahko privoščite pisati, risati, čarati in ustvarjati. In ko bomo zdaj vsak ta cilj napisali na vrhu strani, prvo, kar bomo naredili, je to, da bomo energijo prizemljili. V vsak kot strani bomo napisali število 8 in imaginirali, da nas pri tem podpira. 4 strani neba, 4 letni časi, število 4 je zelo sveto in zelo posebno pri Indijancih, ravno zato, ker simbolizira te 4 plati življenja. Naš naše srce, naš duh in naše fizično telo. Se pravi, vsako osmico, ko boste risali, vsaka osmica naj ima en koncept. Ne glede na to, česa ste si zaželeli. Tudi če bi recimo rekli, da sem si zaželela tole obleko. Na vse 4 ravni bomo plasirali našo energijo. Se pravi, vsaka ta osmica, ki smo jo napisali v en kot našega lista, simbolizira en ta koncept. Zdaj pa boste spodaj napisali 8 razlogov za zapisani cilj. Če je to ta obleka, je lahko 8 razlogov to, da mi je mogoče všeč, da se mogoče v njej dobro počutim, da je to barva obleke, ki je še nimam, da sem jo videla na neki slavni osebi in zdaj bi jo imela še jaz in tako naprej in tako naprej. Se pravi, 8 razlogov, zakaj si te obleke želim. Mimogrede, punce me sprašujete, kje te obleke dobim. Te čudovite, fenomenalne obleke se dobijo v butiku Cat Lady za Bežigradom na Dunajski. Jaz sem doma v neposredni bližini, tako da pohitite, da vam jih pred nosom ne zgrabim. Andreja se zelo, zelo potrudi, da prinese čudovite stvari, zelo pogosto tudi gre v nabavo in kar je meni najbolj všeč je to, da ni zdaj 27 enakih oblek spodaj za dobiti, ampak da je načeloma 1 ali 2, tako da resnično imaš potem, ko to kupiš, občutek unikatnosti. Torej, tisti, ki bi podobne take obleke Cat Lady, bom dala spodaj link, 8 razlogov, zakaj bi zdaj ta cilj si želeli doseči. Zdaj pa napišite 8 občutkov, ki vam jih ta že dosežen cilj daje. Se pravi, to, da se v te obleke dobro počutim. To, da tudi, če se ful zredim, se bo zmalo raztegnila. To, da mogoče mi ta barva paše. Različni razlogi so, zakaj se odločamo za obleko. Različni razlogi so, zakaj ste se vi odločili za vsakega izmed teh ciljev. Vseh 8 ciljev dajte opisati tudi na način, zakaj si tega želite. Zakaj si želite višjo plačo? Zakaj si želite biti kvalitetnega partnerja? Predvsem pa je potrebno biti zelo ozek v teh stvareh in na koncu daje bomo videli, kako zelo ošlapni smo včasih. Zdaj pa bi rada od vas slišala 4 povezujemo tudi z strahom in dvomom, 4 razloge, zakaj vi menite, da v tem trenutku ta cilj še ni uresničen. Se pravi, če denimo ta obleka še ni moja, zakaj menim, da si tega cilja še nisem uresničila. Mogoče je trgovina zaprta, mogoče še nimam dovolj denarja, mogoče nisem čisto ziher, če mi paše. Se pravi, kaj je tisto 4 razloge, zakaj te obleke vendarle še nimam? In ko boste to napisali, se vprašajte, ali so to razlogi, zaradi katerih bi mogoče rekli, ok, se mogoče pa ne rabim, imam že 6 podobnih oblek, že unih 6 ne nosim, mogoče te tudi ne bom. Se pravi, pretehtajmo, ali gre pravzaprav za neke razloge, ki so legit, kot bi rekli, a ne, saj mogoče čisto vsakega cilja, vsake želje se tudi ne spomnimo. Se pravi, kaj je te 4 razlogi, kaj ti 4 razlogi pravzaprav razkrivajo o cilju.
In kaj ti 4 razloge pravzaprav razkrivajo o nas? In potem bomo zapisali 8 različnih načinov, zelo različnih načinov, kako si lahko ta cilj uresničimo. Se pravi, jaz to obleko lahko kupim v Cat Lady, lahko jo kupim na spletu, lahko si jo sposodim, lahko jo rabljeno kupim, lahko za njo šparam in tako naprej in tako naprej. Se pravi, 8 načinov, kako si bomo ta cilj izpolnili. In ko bomo teh 8 načinov napisali, bomo čisto na dnu napisali še časovni okvir, ki se nam zdi realističen. Se pravi, če imam zdaj to obleko ogledano, imam dovolj denarja in si rečem, grem, jo probam, če mi je prav, če mi paše, če se dobro počutim v njej, jo kupim. Se pravi, je to lahko par dni. Če denimo bom mogla varčevati za to obleko, ker je zelo draga, ali pa v tem trenutku moje finančno stanje, s tem rečem, minister ne odobrava tega izdatka, to pomeni, da mogoče bo to trajalo nekaj mesecev, mogoče bom upala, da bo znižana in tako naprej in tako naprej. Zdaj pa, ko smo prišli do tega, mogoče bom upala, da bo znižana, mene zanima, kolikokrat vi nižate to, česar si želite, na nivo, za katerega menite, da si zaslužite. Kolikokrat namesto, da bi rekli to čudovito obleko, ki mi je tako zelo všeč in je mogoče malo dražja, si ne bom kupil zato, ker A, ne rabim, B, si ne zaslužim, C, to je izguba denarja, D, ne bom tega nosil. Se pravi, kaj so tisti razlogi, ki si jih vi poveste, ko pridemo do situacije, v kateri si nečesa zaželite, vam je do nečesa, ampak potem sami sebe mogoče malo prepričujete, malo tolažite in odvrnete od tega cilja. Zdaj, če gre to za neko obleko, ki mogoče resnično ni življenjskega pomena, ampak gre mogoče za neko kaprico, neko željo, nekaj. Ok, ampak če zdaj pa mi govorimo, želim končati faks. Želim iti na tečaj reikija, ker želim zdraviti sebe in druge. Želim prenoviti svoj dom, želim si nekega potovanja že od malih nog. Kako pretehtate, katere želje so pomembne in katere želje so tiste, ki so mogoče malo bolj, bomo rekli, drugorazredne in če si tega ne uresničimo, mogoče ni konec sveta. Jaz kot otrok si nikoli nisem mislila, da bom resnično prišla do te vrste. No, do Barcelone že, to sem verjela, da bom prišla, pa jaz sem bila zelo tak svoj glav otrok, če se le dalj sem rinila z glavo skozi zid. Nisem si nikoli mislila, da bom jaz v Barceloni živela, da bom te ljudi spoznala na tak način, da smo danes tako kot družina. Ja, celo sem si želela živeti v Ekvadorju, to ne bom rekla, da ne, oziroma med Indijanci. Nisem si nikoli mislila v svojih najbolj prejšnji oddaji, sem rekla, sanjah, da se bo to odvilo na tako fenomenalen način, kot se je, da bom dol tako sprejeta, kot sem, da bom dejansko del njihove družine, njihovega koncepta indijanske skupnosti na način, kot sem. Velikokrat, a veste, dragi moji, če se želim zdaj dotakniti, ker je zelo pomembno, ni to, bomo imeli ciklamo obleko, rdečo obleko, a nam bo pasala, nam ne bo pasala, jo bomo nosili, ne bomo nosili. Dotaknemo se tistih želj, tistih ciljev, ki pa so resnično življenjsko pomembni. Velikokrat se nam utrne neka želja, nek cilj, neko hrepenenje, ki se morda zdi totalno odštekano, ki morda nima nobenega smisla, ki je morda zelo drugačno od ciljev, želja, nekih konceptov, ki nas obdajajo, družbe, ki nas obdaja. A veste, v srednji šoli, ko sem jaz poslušala San Juanito, pa kaj v srednji šoli še zdaj, njihova glasba, njihova tradicionalna glasba zdolj ni nekaj, kar mi poslušajmo tukaj. Se pravi, če bi jaz gledala na to, kaj moji vrstniki poslušajo, kako moji vrstniki razmišljajo, česa si oni želijo, kako nekako življenje potem, ko smo odrasli, tukaj teče, nič od tega se mi ne bi uresničilo, če ne bi sebe poslušala. Se pravi, kar si želim tukaj predati naprej, je predvsem to, da določene želje, ki so nenavadne, ki mogoče zelo izstopajo z nekega vsakdanjika, ampak so neko hrepenenje, ki ga čutimo v sebi, so najverjetneje klic naše duše. Mogoče iz prejšnjih življenj, mogoče iz prihodnjih življenj, mogoče pa ne rabimo nekega eksotičnega poimenovanja, mogoče pa ni karmično, mogoče pa ni mojstrstvo, mogoče pa ni ulala hopsasa, mogoče pa nima nekega imenitnega naziva. Mogoče gre le za to, da si vi nečesa želite in kar se mi zdi najbolj pomembno, in bom šla kar malo naprej, ne?
Ne opravičujte se za prav nič, ker se v vašem srcu, v vašem telesu, v vašem umu in v vaši duši rodi. Razen, če je to nekaj takega, s čimer bi drugim škodovali. Potem pa ne. Če imate neke hecne koncepte, če bi zdaj rekli, Hitler je imel neke zelo zanimive ideje, zelo zanimive želje, no to ne. Če pa govorimo o nečem, kar je morda zelo nenavadno, zelo eksotično in se morda zdi nepomembno, se vprašajte še enkrat, ali je resnično temu tako. Ker eden izmed najbolj dragocenih trenutkov mojega življenja je bilo prvič, ko sem bila v Ekvadorju, zunaj je padal dež. Vstala sem, skuhala sem si kavo in bila sem sitna, ker je dež padal, ker sem hotela iti na izlet, pa nisem mogla iti, pa ene stvari so mi padle v vodo. V glavnem zelo se mi je zdelo, da zgubljam ta dragoceni čas, ko sem dol, ker seveda prvo nisem šla za ne vem koliko dolgo časa in seveda prvo, ko greš, zajemaš manj z veliko žlico, z največjo zajemalko, banjo, zunaj, kama bagar. Se pravi, zdelo se mi je zelo grozno, da zdaj sem pa jaz zataknjena tam doma in da še nekaj ur ne grem nikamor in to je bilo konec sveta. In v tem, ko jaz pijem kavo, sem zaslišala nežne zvoke kitare. In to kitaro je v dnevni sobi igral ravno človek, katerega jaz od majhnih nog, in to lahko moji bivši sošolki, sošolce potrdijo, občudovala. In v tistem trenutku sedela sem skozi okno, sem gledala, zunaj je bila taka ogromna želva, dež je padal. In jaz sem bila v momentu tako hvaležna in sem si mislila, če bi lahko, to je bilo prvič v življenju, ko sem pomislila, če bi šla lahko nazaj in bi tisti mehni punčki, ki je to glasbo poslušala, ki je sanjarila o teh ljudeh, ki se je spraševala, kdo je to posnel, kako je v Ekvadorju, bom daj prišla do Ekvadora, veste, nisem tako zelo mlada, takrat niso avioni tako frčali po totalno dosegljivih cenah, kot je temu danes. Če bi šla lahko nazaj in bi si povedala, poslušaj, enega nedeljskega jutra boš sedela, pila kavo in poslušala točno to osebo igrati kitaro v njihovi hiši. In tam boš sprejeta kot njihova sorodnica, kot njihova družina. Torej, dragi moji, v resnici, veste, si ne bi želela, da bi bila ta oddaja tole, kar zdaj počnemo, predolgo. V resnici ne vemo. V resnici lahko sebe napolno poznamo, vemo, kaj nam je pomembno. Jaz sem z Indijanci povezana od malih rok. Jaz sem v sedečem biku govorila, ko sem bila 3 leta stara. Jaz sem beresa pobirala po tleh in hotela svojo perjanico, odkar vem zase. To se ni razvilo kasneje v življenju. Ampak v resnici ne vemo, kako in kam nas bo pot zanesla. In v resnici ne vemo, zakaj je pomembno. Torej, preden zaprete vrata tistim ciljem, za katere se vam zdijo čudni, za katere se vam zdijo, da to pa ni za vas, da to so bile pa neke sanje nekega otroka. Ne bom rekla, da razmislite, ampak rekla bom, pejte v svoje srce. In če se zdaj vrnemo k našemu spisku, če smo zdaj rekli 4 razloge, zaradi katerih morda pa ne. Mi povejte 4 razloge, zakaj se vam mogoče to zdi težko, ali pa težko dosegljivo, ali pa zakomplicirano, ali pa celo nemogoče. Ta vaja, o tem sem že govorila v svojih oddajah, se meni zdi zelo pomembna, kajti zelo spremeni našo percepcijo. Včasih se nam nekaj zdi strašno nedosegljivo, pa vendarle, ali je? Tako da naslednja vaja, verjamem, da že veste, kaj bo, napišite 8 načinov, kako boste točno ta cilj dosegli, na najlažji način. Včasih sami nismo učinkoviti. Včasih si sami kompliciramo life. Včasih lahko govorimo recimo, kaj pa vem, o bolj zdravem stilu življenja. Morda to sploh ni tako zelo težko, pa tako zelo drago, kot si mi na prvo žogo mislimo. Vsi gremo lahko v Tivoli na sprehod, vsi gremo lahko v hrib hoditi in tako naprej, pa imamo športno aktivnost zunaj v naravi, kar je mnogo bolj kvalitetno kot katerikoli fitness. Opravičujem vsem trenerjem in voditeljem fitnessa, ampak zunaj na kisiku v naravi je sigurno kvaliteta vadbe zelo drugačna kot tudi v najbolj klimatiziranih objektih. Torej, čisto na koncu vsakega cilja pa si bomo napisali časovni okvir. Velikokrat se ujamemo v tempo življenja, ko se stvari odvijajo, dogajajo, spreminjajo in če mi izgubimo svoj fokus, izgubimo potem tudi to energijo, ki je vendarle odločna. Spravi, dajte si časovni okvir in opomnike. Jaz sem daleč največ v življenju dosegla,
Ko sem delala še v vrtcu in sem imela tak velik zvezek, v katerega sem si pisala za vsak teden svoje cilje in za vsak dan neke stvari, katerim sem želela posvetiti nekaj energije. Kar je pomenilo tudi, če je to 5 minut. Tudi, če se vi za 5 minut na dan spomnite, poglej, to je moj cilj, na temu delam. Se pravi, na področju osebne rasti, duhovne rasti, fizičnega zdravja, čustvene zrelosti, česarkoli pravzaprav. Tudi, če se samo spomnite, recimo, da imate nek dan totalno zabasan, zelo natrpan, nimate možnosti delati na tem cilju, ne morete telovaditi, ne morete zdaj ful zdravo jesti, ker greste glih na eno poroko in ne. Torej, namenite fokus, usmerjajte svojo energijo, če tudi mogoče fizično ne boste mogli delati na tem cilju, vaš uprežite in ponavljate. To je isto, kot tudi, ko se nečesa učimo. Če ne ponavljamo, ne bomo poglobili tega znanja, si ga ne bomo nekako energijsko vtisnili v naš razum, podzavest. Se pravi, dragi moji, ponavljajte vse to, kar ste si zadali, da boste dosegli na način, da verjamete v to. In zaključila bom s istimi besedami, kot sem začela. Zdaj pa zares. Če vi sebe ne jemljete resno, vas prav nihče drug ne bo. Tako da, dragi moji, kolikokrat kaj rečemo v hecu, pa to potem na koncu izpade kot nekaj čist drugega, bodite zelo pozorni na svoje besede, predvsem, ko ocenjujete svoje cilje. So za vas dosegljivi, so za vas lahko dosegljivi, so za vas nemogoči, so to neke pobožne želje, kot rečejo Sanja Svinja o kukuruzu. Kaj pa vi veste, kaj vse lahko vesolje, Bog, vi dosežete? Dragi moji, če kaj vemo, je to, da ne vemo. Torej, dajmo včasih pa iti z glavo skozi zid, kajti vsak izmed nas je izumitelj svojega življenja. In če je bilo treba ne vem koliko tisočkrat poskusiti, da je prva žarnica zagorela in se danes vsi z njo osvetljujemo, potem dajmo tudi mi mogoče 10, 20, 30, 50krat poskusiti za to, da bi uspeli, da bo tista žarnica, kar je pa naša želja, zagorela, gorela in razsvetljevala naše življenje. Torej, dragi moji, naj vam ta 8, naj vam ta razpredelnica, naj vam te vaje pomagajo pri tem, da boste sebe osredotočili, da boste svojo energijo prizemljili in da boste sami pri sebi rekli, zdaj pa zares.